Javnosti so se predstavili slovenski klinični laboratoriji. Še pred volitvami so na Ptuju zaradi čistilne naprave ovadili župana Čelana. Kdo so kandidati za župana v Gornji Radgoni in Beltincih? Pozdravljeni. Slovenski klinični laboratoriji so danes pripravili dan odprtih vrat, v okviru katerega so laboratorijske medicinske dejavnosti skušali približati širši javnosti. Dogajanju se je pridružil tudi Mariborski univerzitetni klinični center, kjer so obiskovalcem predstavili svoje strokovnjake in pomembnost dela pri obravnavi bolnikov. Mariborski oddelek za laboratorijsko diagnostiko samo v enem dnevu pregledajo 14.000 vzorcev, 2,5 milijona na leto, kar pomeni, da obdelajo več kot 4 milijone različnih podatkov. Ne glede na to, kakšen material sprejmemo v analitične procese, obstajajo pri nas določeni postopki priprave vzorcev za analitično delo, njihova kontrola, pregled in pa seveda potem izvedba samih analiz. Da pridejo do rezultata, pa je zadaj cela znanost. Da se razvijajo metode, ki zagotavljajo pravzaprav enostaven in hiter način določanja parametrov iz različnih materialov, krvi, vzorcev urina, serumskih vzorcev, ker na ta način dobimo tiste potrebne informacije o zgodnjih spremembah, ki se dogajajo v človeškem telesu. Na prvem mestu je zagotovo natančnost preiskav, saj ti rezultati prispevajo kar 70% delež pri odločitvah o diagnozi in zdravljenju bolezni. To je pravzaprav danes en tak ključni element našega dela, zagotavljati visoko kakovost dela. Imamo, zelo visoko razvit sistem notranje kontrole, pa tudi zunanje kontrole. Kljub temu, tako Gorenjak, se napake pri tako velikem številu preiskav dogajajo. 3/4 vseh napak predstavlja predvsem administrativno napako, ne pa toliko napako, ki bi lahko bila recimo za pacienta ključnega pomena. So pa obiskovalci danes poznali njihovo delo in kaj vse se skriva za tem, preden dobijo verodostojen in zaupanja vreden izvid. Vse je avtomatizirano, to mislim, da še bolj kaj ročnega, ampak vidim, da je vse avtomatizirano. In zaupate sedaj bolj v to delo? Ja, če sem že prej tudi, zdaj pa še mogoče bolj ne. Lažje si predstavljate, kaj vam naredijo pri preiskavah, kakšni so postopki, lahko v medicini vidiš, zakaj se to dela eno in drugo. Vsi pa v stroki želijo, da bi se njihov položaj uredil tudi na nacionalni ravni. Specialisti laboratorijske medicine namreč še vedno niso uvrščeni med regulirane poklice, kot so to zdravniki ali farmacevti. V ulici Heroja Šlandra v Mariboru se je okoli 9. zjutraj zgodila delovna nesreča. Pri opravljanju kleparskih del in obnavljanju fasade na objektu je z odra iz 5. nadstropja padel delavec. Zaradi hudih poškodb je umrl. Dela je opravljalo kleparsko podjetje iz okolice Maribora, vzrok tragične nesreče pa kriminalisti še preiskujejo. Pred pregledom predvolilnega dogajanja še o nekaterih pomembnih domačih temah. Vlada je na današnji seji govorila o izhodiščih za pogajanja s sindikati javnega sektorja o ukrepih za leto 2015, a so sejo končali brez sprejema dokončnega predloga. Po svetu bodo nadaljevali v ponedeljek, minister Dejan Židan pa meni, da bodo takrat bliže sprejemu izhodišč. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar ob tem pravi, da se jim mudi, a da stvar ni tako preprosta, da pa nižanje plač javnih uslužbencev ne sme biti edina rešitev za proračun. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja niso pripravljeni privoliti v dodatno zniževanje plač. Ob tem se ne nameravajo niti pogajati, je danes povedal njen predsednik Branimir Štrukelj. Po njegovih besedah bi se pogajali le o zadnjem predlogu, ki ga je pripravila še prejšnja vlada in v plače ne posega. Konfederacija sindikatov javnega sektorja in SVIZ po besedah Štruklja tudi zahtevata, da se po 5 letih sprostijo napredovanje v strokovne nazive in plačne razrede. Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki je pred letom dni uvedel sisteme najvišjih priznanih vrednosti za terapevtske skupine zdravil, ugotavlja pozitivne učinke sistema. Uvedba 5 skupin je na letni ravni prinesla približno 24,6 milijona evrov prihranka. Z začetkom tega tedna so uvedli 6. skupino, namenjeno zdravljenju migrenskih napadov.
Nekaj dni pred lokalnimi volitvami sta na Ptuju tuja podjetnika vložila kazensko ovadbo proti ptujskemu županu dr. Štefanu Čelanu. Glavna izvajalca in projektanta ptujske čistilne naprave sta se zato odločila zaradi suma kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, poslovne goljufije, zlorab uradnega položaja ali pravic oškodovanja javnih sredstev, nevestnega dela v službi in celo jemanja podkupnine. Ptujski župan očitke ostro zavrača, podjetnika pa zanikata, da bi bila ovadba del predvolilne kampanje. Še ostajamo na Ptuju, ki ga letno obišče več kot 100 000 obiskovalcev. Naše najstarejše mesto se ponaša z bogato zgodovino in kulturo, a do nedavnega ni imel sodobnih informacijskih oznak, ki bi znamenitosti približe predstavili turistom. Na oznake bi lahko v mestu čakali vse do leta 2021. Če jih ne bi začel na lastno pobudo nameščati ptujski kulturnik in aktualni županski kandidat Samo M. Strelec. Kulturnik in županski kandidat na Ptuju Samo M. Strelec se zaveda, da je treba obiskovalcem Ptuja znamenitosti predstaviti tudi na sodoben način. Pobudo o namestitvi QR kod, s pomočjo katerih podatke o znamenitostih dobimo na pametnih telefonih in tablicah, je lansko poletje poslal na ptujsko občino. Lani avgusta, preden sem table QR kode namestil po mestu, 30 jih je, sem mestno upravo vprašal, kje jih smem namestiti in kako. Odpisali so mi. Skupnost starih mest vam bo podala odgovor do leta 2021. Kaj takega skupnost zagotovo ni pisala? Prosil bi, da RTV Slovenija omogoči, da pokažem dokument, ki so ga poslali za mestno občine Ptuj. Obstaja. To so posnetki dokumenta iz mestne občine Ptuj in v njem je navedeno, da ima Ptuj po državnem pravilniku o označevanju kulturnih spomenikov čas, da te oznake postavi do leta 2021. Meni se zdi leto 2021 enostavno predaleč, živimo v 21. stoletju, spremembe so hitre, skratka, zdaj čakati nek odlok, ki bo uveljavljen leta 2021, je pravzaprav, mislim, malo smešno. No. Da gre za nesmiselno določilo, se kot kaže leto dni potem, ko je Strelec samoiniciativno že namestil oznake po mestu, zavedajo tudi na občini Ptuj. Se trudimo, da bomo to izvedli prej, vemo, da je to mesto, ki to potrebuje, tako da mi se tega roka ne bomo držali v tako dolgem določenem roku. Verjetno se bomo od začetka lotili najprej največjih spomenikov v starem mestnem jedru in 5 spomenikov državnega pomena. Letos je bilo v ptujskem proračunu za pripravo dokumentacije za tovrstne oznake namenjenih 5000 evrov. Strelec z ekipo jih je po Ptuju že namestil 30 za 2000 evrov. V današnji redni rubriki predstavljamo občino Gornja Radgona, projekte, ki jih tam razvijajo in kdo so kandidati za župana. V občini Gornja Radgona z dobrimi 8500 prebivalci, ki živijo na slabih 75 kvadratnih kilometrih, so konec leta 2013 imeli za nekaj manj kot 4 milijone evrov dolga. Kljub že začetim projektom pa tistega, ki bo uspel prepričati večino volivcev, gotovo čaka še precej dela, saj potreb in želja med občani ne manjka. Večji posluh do kmetijstva, ker na tem območju se večina ljudi s tem preživlja in potem za kakšne inovacije pa napredne stvari ni posluha. Ja, bi rabili službe, ja. Pa mogoče kaj drugače, glede kakšnih cest ali pa vodo bi se lahko kaj bolj zrihtalo. Lepo vas prosim, nobeden ni lepo, če to ti ne do. Za 4. mandat se poteguje aktualni župan, ki je prepričan, da bo tako kot dosedanje projekte tudi cilje iz razvojnega programa udejanil s pomočjo evropskih sredstev. Med projekti pa izpostavlja. Mi imamo še na nek način kot prioriteto športno dvorano Gornje Radgone, ki je dejansko nimamo. Potem imamo zaključek internetnih povezav v krajevnih skupnostih po podeželju. Potem imamo seveda zaključek, torej neke projekte, ki se vlečejo skozi vsa ta leta. To pomeni čistilna naprava v Gornji Radgoni, voda Pomurje, ki dosega tudi do nas in je eden med največjih projektov. Torej te projekte je treba zaključiti. Strokovnjak za izrabo geotermalne energije z izkušnjami pri pridobivanju evropskih sredstev se bo v primeru izvolitve posvetil transparentnemu zaključku trenutnih že začetih projektov, pri čemer bo vztrajal tudi na materialni odgovornosti vseh v projektu vpetih oseb. In potem začeti z novim projekti, predvsem projekti, ki bodo omogočili podjetnikom
in ostalim, da bodo ustvarjali nova delovna mesta, ki jih danes v Radgoni primanjkuje, predvsem na področju industrije, turizma in pa seveda kmetijstva. Se pravi, želim, da bi kmetje prodajali svoje pridelke na prago v okviru turistične oziroma kmečke ponudbe. Samostojna svetovalka na Zavodu za zaposlovanje si bo prizadevala za zmanjšanje števila brezposelnih prek finančnih spodbud in olajšav za podjetja, ki bodo zaposlovala mlade in dolgotrajno brezposelne osebe. Hkrati pa bo poskrbela tudi za komunalno in cestno infrastrukturo. Zavzela se bom, da se bodo uredile ceste, najprej v Police, Ivanševski vrh, potem krajše ceste v Kunovi, v Spodnjih Ivancih, Črešnjevcih in drugod. Posebej pa me skrbi cesta, ki teče tu od Panonske ulice pa vse do Spodnjih Ivanc. To je nekako dovoz do avtoceste. Ta cesta je zelo slaba. Gozdar z direktorskimi in svetniškimi izkušnjami, ki se v župansko tekmo podaja drugič, namerava okrepiti vlogo krajevnih skupnosti, hkrati pa si bo prizadeval, da Gornja Radgona postane odprto mesto tako v Republiko Avstrijo, tako tudi v cestni povezavi z avtocesto. In pa seveda želimo si novega železniškega mosta v Gornjo oziroma v avstrijsko Radgono, ki ne bo samo za osebni promet, ampak tudi nekako, da bi naša industrijska cona, ki si je ne želimo seliti nikamor, ampak razvijati tukaj v Radgoni, dobila tudi železniško okno v svet. Poštni uslužbenec, ki je dosedanje politične izkušnje kar 3 mandate nabiral v občinskem svetu, pa med temeljnimi nalogami izpostavlja. Izgradnja cest, vzdrževanje cest, izgradnja širokopasovnega, dokončanje kanalizacija, vodovod, razpisi, evropska sredstva in še mnogo na področju kulture, šolstva, zdravstva. Je mnogo projektov, katere treba dokončati in pa seveda v nove perspektive. In ne nazadnje je potrebno poiskati nezaposlenim službe. Komu od peterice bo uspelo sesti na županski stolček, bodo odločili volivci, katerih volja bo ustoličila tudi 21 članov občinskega sveta, kjer si čim več mest želi zagotoviti 7 strank oziroma list. Dobrih 62 kvadratnih kilometrov velika občina Beltinci z okoli 8500 prebivalci je konec lanskega leta imela nekaj nad 2 milijona evrov dolga, kar jo na prebivalca uvršča med podpovprečno zadolžene v državi. K relativno ugodnemu finančnemu položaju gotovo prispeva aktualni župan, ki rad poudari, da je v iztekajočem mandatu uspel postaviti dobre temelje za nadaljnji razvoj občine. Izvedli smo mnoge projekte, počrpali mnogo sredstev in tudi precej zgradili. Tudi za naprej je dosti idej in projektov, ki bi jih želeli s pomočjo in s podporo naših občanov izvesti za dobrobit naše občine Beltinci. Zato jih prosimo za podporo, da gremo skupaj naprej in v naši občini ustvarimo okolje srečnih in zadovoljnih ljudi. Upokojenec in kmetovalec, ki je interese občanov v občinskem svetu zastopal že 3 mandate, si bo prizadeval za odprtost, profesionalnost in strokovnost občine ter več svetovljanstva. Ne bi se ukvarjal samo z lokalnimi temami, ker občine kot take, pomurske in vse, so v bistvu tudi globalna zgodba, tu je Mura, tu je brezposelnost. Brezposelnosti ne more samo v občinskih okvirih ali pa pomurski ali pa v slovenskem okviru reševati. To moraš reševati v širšem okviru. Prvič se za župansko mesto poteguje tudi bivši vodja kabineta prometnega ministra in strokovni sodelavec na Darsu, ki se bo v primeru izvolitve posvečal predvsem razvoju. Pri tem pa stavi na povsem neizkoriščeno geostrateško lego s presečiščem avtoceste in železnice. Jaz mislim, da na tem območju je treba ta položaj izkoristiti, pripraviti obrtno cono in investitorjem ponuditi priložnost po nekem modelu, morda kot so to storili v sosednji občini Odranci in v občini Beltinci seveda pripraviti neko stvar, ki bo imela kot posledico delovna mesta, ker če so delovna mesta, potem tudi ostale stvari niso več problem oziroma so toliko manjše. Energetski inšpektor, ki je v prejšnjem desetletju občino vodil že 2 mandata, se bo zavzemal za takojšnjo rešitev problema poplav in razvoj turizma ter gospodarstva. Najprej bom seveda aktiviral industrijske cone,
tako da bodo imeli vlagatelji možnost za nova delovna mesta oziroma tudi svoje proizvodne obrate in pa seveda naše domače podjetnike, ki jih je, lahko rečeva, čez 300, bom spodbudil, da bi tudi povečali svojo zaposlitev in da tudi z občinskimi spodbudami. Ko smo po željah in potrebah spraševali občane, pa so bili precej skrivnostni. Marsikaj pri nas ne vrede, o tem pa ne bi izjavljala. Hvala lepa. Marsikaj. Ne bi o tem zdaj. Hvala. Okolico malo bolje tako urediti, pa kaj je znam. Ne bi se jaz to tako opredelila. Komu od kandidatov bo uspelo zasesti županski stolček, bo odvisno od odločitve okoli 7100 volilnih upravičencev, ki bodo odločali tudi o sestavi 19-članskega občinskega sveta, v katerem bo ob edinem kandidatu romske skupnosti čim več mest s 154 kandidati skušalo dobiti 11 list oziroma strank. Še druge teme. V Mariborskem mestnem parku se bodo odslej lahko zabavali tudi gibalno ovirani otroci. Na otroškem igrišču je po novem gugalnica, na katero se lahko zapeljajo z invalidskim vozičkom. Prvi so preizkusili varovanci Mariborskega društva za cerebralno paralizo Sonček. Maribor je drugo mesto v Sloveniji, ki se je vključilo v projekt Reigrišče, varna igrišča Slovenije. V prihodnosti nameravajo v parku postaviti še več igral za invalidne otroke, prvo gugalnico pa je podarilo občinsko podjetje Nigrad. Več kot 80 osnovnošolcev pa se v teh dneh udeležuje otroške kiparske kolonije Forma Viva v Malečniku. Otroci ob pomoči mentorjev ustvarjajo iz lesa, pri delu pa jih vodi akademski kipar Marjan Drev. Kolonijo v Malečniku organizirajo že 30 let, letos prvič pa bodo umetnine šolarjev razstavili v ljubljanski galeriji Kult 3000. Slovensko narodno gledališče v Mariboru pa je včeraj obiskala nova kulturna ministrica Julijana Bizjak-Mlakar. Sestala se je z vodstvom in zaposlenimi v gledališču. Med drugim so se pogovarjali o finančnih težavah, ki so nastale, ker ni bilo zagotovljenih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij. Med prednostne naloge ministrica uvršča ureditev problematike samozaposlenih v kulturi ter zagotovitev ustreznega mesta kulturi in kulturnemu sektorju, ki sta trenutno v dokaj nezavidljivem položaju. Sem pač takšne narave, da obljub ne dajem, pač pa seznanim ljudi z realno situacijo in tudi s tistimi koraki, ki jih bom naredila, da se bodo ti problemi rešili. In potem, ko bodo ti problemi rešeni, jim bom pač povedala, to pa to smo naredili, tega pa še nismo naredili in moramo še to pa to narediti in kateri bodo naslednji koraki, da bomo to uresničili. To se pravi, realnost se mi zdi najbolj pomembna in odkrita beseda. Maribor bo do 5. oktobra v znamenju performativnih umetnosti in sodobnega plesa. Začela sta se namreč festivala Performa in Platforma, ki sta letos prvič združena. Osrednja tema mednarodnega festivala pod pokroviteljstvom Mladinskega kulturnega centra in plesne izbe pa je tokrat ranljivost umetnika in umetnosti. Festivalski koncept Performe je sestavljen iz videoperforme, okroglih miz in predavanj o performativni umetnosti. Poleg tega pa pač neki drugi žanri, ki nekako iščejo meje ali pa pač spostavljajo neko novo relacijo do gledalca ali pa tudi do samega performerja. Dandanes je umetnik bolj ranljiv kot kadarkoli poprej. Ranljivost pa ni nujno zgolj nekaj negativnega. In da lahko to ranljivost, oziroma vsak človek v končni fazi, transformira v kreativnost. In v končni fazi, koliko je pa lahko publika ranljiva, ali je lahko ranljiv sistem, kulturno-politično, družbeno, sociološki, socialni, ne vem, z temi formami se ukvarjamo, se preizprašujemo. Prav o umetniku, ki je pred občinstvom ranljiv, pa spregovori predstava Ultranedolžnost španskih ustvarjalcev Davida Klementa in Pabla Molinera. Talks about a kind of spirituality, but spirituality not in a religious sense, but in our case in an artistic way. It has to do with radios and ropes and weights, and the sound has a lot of importance in this show. Festival Performa Platforma ranljivost preprašuje vse do 5. oktobra.
Še šport za slovenske klube se je začelo tekmovanje v prvi državni judo ligi. Uvodne 3 turnirje so pripravili v Mariboru, Celju in Ljubljani. Najbolj napeto je bilo v Mariboru, kjer so se vse 3 tekme končale z najtesnejšo možno zmago. Napeto in negotovo do konca. Tako bi lahko opisali dogajanje na turnirju, ki ga je pod Kalvarijo organiziral judo klub Duplek. Njegovi tekmovalci so najprej s 4-3 premagali člane ljubljanskega Bežigrada, zatem pa še z identičnim rezultatom judoiste bistriškega Impola. Prvi dvoboji so se nam šli na zadnje 4, prav tako z drugo ekipo proti Impolu pa smo v prvih 4 bili tisti, ki smo mogli povesti, ker drugače bi se tudi težko išlo, saj ima Impole močne, visoke kategorije. Mulec je bil tisti, ki je ekipi zagotovil zaporedno zmagovalno 4. točko. Zadnji 3 dvoboji so bili v domeni Bistričanov in to ne glede na dejstvo, da je Volčič namesto v kategoriji do 81 kg tekmoval v kategoriji do 100 kg. Nisem pričakoval, da bom tak prišel skozi. Pričakoval sem, da bom prišel na kazni, na šida, mogoče kaki juko. Vsekakor pa nisem pričakoval na Ipon, kajti Petrič je tudi zelo izkušen borac in se že poznama od malih nog, tako da sem srečen, da se je tako končalo. No. V Celju so državni prvaki, ki so tudi organizirali turnir, prišli do 2 zanesljivih zmag proti Braniku oziroma Železničarju. V Ljubljani je 2 zmagi dosegla Olimpija, eno pa Akronis Slovenj Gradca, ki je novinec v prvoligaški konkurenci. Sledijo še 3 krogi rednega dela, po katerih se bodo najboljše 4 ekipe konec novembra pomirile na zaključnem turnirju. Pregled mednarodnega dogajanja začenjamo s težavami ebole v Afriki. Zdravstveno osebje, ki se v Zahodnji Afriki bori proti eboli, bo v začetku prihodnjega leta lahko uporabilo 1500 doz poskusnega cepiva proti tej smrtonosni bolezni, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Vodja misije Združenih narodov v Liberiji, Karin Landgren, je sicer medtem potrdila, da je pretekli teden za ebolo umrl eden od njihovih lokalnih uslužbencev. V ZDA pa še naprej opazujejo vse, ki so prišli v stik z moškim iz Dallasa, ki se je vrnil iz Liberije okužen z ebolo. Direktorica tajne službe Združenih držav Amerike, ki raziskuje finančni kriminal in varuje ameriške predsednike, je v sredo odstopila s položaja, potem ko so jo v ponedeljek kongresniki kritizirali zaradi številnih varnostnih pomanjkljivosti, med drugim zaradi nedavnega skoka Omarja Gonzalesa čez ograjo Bele hiše, ki je z nožem pri sebi stekel v predsedniško palačo, kjer ga je ujel agent tajne službe, ki niti ni bil na dolžnosti. Podjetje Twitter bo v 5 letih tehnološkemu inštitutu MIT iz Massachusettsa nakazalo $10 milijonov za pogon tako imenovanega laboratorija družabnih strojev, s katerim bodo znanstveniki skušali med drugim doumeti, kaj je tako privlačnega v teh komunikacijskih novotarijah, kot sta Twitter in Facebook. Twitter bo dal na voljo tudi svojo bazo podatkov oziroma vse čivke od prvega čivka leta 2006 naprej in tudi sproti v času raziskav. Muslimani danes začenjajo tradicionalno romanje v Meko, Hadž, na katerem letos pričakujejo okoli 1,4 milijona vernikov, med njimi 20 iz Slovenije. Ob romanju letos veljajo še strožji varnostni ukrepi kot običajno, predvsem zaradi nasilja Islamske države na Bližnjem vzhodu ter epidemij ebole in bližnjevzhodnega respiratornega sindroma. Vreme jutri bo v zahodni Sloveniji po večini jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in po večini suho. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Gledali ste dnevnik televizije Maribor, naša prihodnja informativna oddaja bo na sporedu ob 20. Nasvidenje.